Evo, danes je sreda, 8. julij, malo se pripravljam na jutrišnjo predavanje, Zoom konferenco, ki bo tematiziralo feminizem oziroma prave moške pa normalne ženske, tako je naslov tega seminarja oziroma seminarja. Tak seminar smo že enkrat organizirali, pa je bil strašanski odpor feminizma proti tem seminarju. Vem, da je Vesna Vuk Godina obljubila, da prija kot predavateljica, potem je pa na dan, pazite, na dan seminarja odpovedala. Ljudje pa plačali kotizacije, pa tudi za nje so se prijavili. Potem sem jaz sam odpredaval njena predavanja. Bil sem ideolog tistega takratnega, maj 2017, takratnega seminarja. Zdaj pa malo vadim za jutri. Zdaj prav posebej mi ni treba vaditi, ampak vseeno moram konsistentno govoriti. In ker je tema pravi moški in normalne ženske, je jasno, da bom tematiziral feminizem. Namreč ta tema je problemi feminizma, zato ker se s strašanskimi odpori loteva tematiziranja koncepta pravega moškega. Jaz sem svoj čas že gostoval na nekaj intervjujih, tudi na nacionalni televiziji, pri Ani Tavčar Pirkovič. In se mi zdi, da je skoraj odpoved dobila, ker sem bil jaz gost, tam nekje 8. marec, dan mučenikov. Govoril sem pa tisto, kar normalne ženske rade slišijo. Tako zvenelo je mačistično, ampak skozi psihoanalizo pač jaz lahko vse argumentiram, ne? In pol zvenim konzervativno, torej sem konzervativen. Največji moj problem je pa, da sem tako v osnovi pa levičar, ne? Srce na levi. Ampak zaradi psihoanalize sem konzervativen. Ne bom rekel, da sem desničar, sem levičar s konzervativnim pridihom ali pa nekonsistentni levičar. Tema moj antifeminizem je pač taka, da dreza v sršenje gnezdo. Sršenje gnezdo so pa feministke na levi, da ne rečem v SD-ju. Tam je zdaj poglavarka Tanja Fajon. Tudi Alenka Bratušek je kar, rekel, močna petelinka, ki kikirika tam po državnem zboru in še, rekel, svoj cajt je zasenčila svojega šefa Zorana Jankovića, postala prva mandatarka, se nekaj trudila, mučila v lokalne revirje moje, v tale rudnik je prišla celo med stavkajoče rudarje, kapo dol so ji dajali. Zdaj je ta prava decinja, bi jaz rekel, ampak ne slabšalno, no. Rekel, ker normalne ženske se prvič ne silijo politiko, drugič ne kikirikajo, se ne kurčijo na tak način kot političarke. Tretjič jim je pa vrednota biti doma v krogu družine, se ukvarjati z otroci, čeprav ta Alenka Bratušek svojega sina, ne vem, če ima samo enega, mislim, da je nogometaš, že malo večjega. Skratka, jaz sem tudi proti spolnim kvotam v politiki. Če je kakšna ženska političarka, pa če je dobra političarka, ne rabi kvot, zato da jo ljudje prepoznajo kot potencial, na katerega se splača staviti, se pravi, jo volijo, pride na kandidatno listo, tako se pa na teh kandidatnih listah navadno znajdejo zaradi kvote te ženske in pol pridejo celo v parlament zaradi svojih političnih vodij, tistih petelinov, ki pač soglašajo, da grejo na te liste, tam pač kikirikajo, tako kot se jim zaukaže. Preko tiste feminilne ženske, ki so tako rekoč zaužent, kot jim bi jaz rekel, ne, ker ti pol ne smetijo po družini s svojim kikirikanjem. Te feminilne ženske sploh politika ne zanima. Jaz sem svoj čas že dal eno provokativno tezo v eter, namreč
Če ženske ne bi imela volilno pravico, bi se v politiki znašli popolnoma drugi moški. Manj narcistični, boljši. Ker ko pa te naše vrle kure volijo tiste peteline, s katerimi bi se tako malo nezavedno dol dale. To so narcistični petelini, ki nimajo moralne razsodnosti, ki sploh niso ta pravi za politiko, mi moški jih sploh ne bi izbrali. Kakšen Pahor, niti Kučan, pa niti Janša ne bi prišli v politiko, če ne bi bilo teh bab. Tudi Hitler je bil magnet za babe. Babe imajo rade take kikirikajoče peteline, ampak pustimo zdaj to. Jaz govorim zdaj o feminizmu, ki spodbija koncept pravega moškega. In seveda tudi normalne ženske. Jaz sem svoj čas rekel, da lezbike niso normalne ženske in je bilo jok in stok. To so jokale, se pritoževale, mislim, da sem si prislužil celo neke blokade tam na Facebooku. Ni rečeno, da tudi tole, kar govorim, ne bo zapadlo neki cenzuri. Čeprav zdaj, ki je desna vlada je pač konzervativna, je malo več antifeminizma, mogoče je tako latentnega, čeprav tudi ženske na desni skrki kirikajo. Enkrat je bila Zofija Mazej Kukovič, mislim, da je bila zdravstvena ministrica. V njenem času se je, to je bilo že več kot 10 let nazaj, na Bledu odvil nek kongres, ne vem kakšnih žensk, in to so takoj padle noter, v enakost spolov. Čeprav ta teorija spolov je domena levih žensk, levega feminizma, desnega feminizma tako rekoč ni, oziroma so tam ženske bolj umirjene, imajo pa vseeno profeministično tendenco. Če bom zdaj slučajno kihnil, bom kihnil zato, ker nezavedno pritrjujem tezi, da so tudi na desni kikirikajoče, malo na moškinje narejene ženske, ki simpatizirajo s teorijo spola, v smislu, da smo moški in ženske enaki oziroma enakopravni. To sploh ni ta prav koncept enakopravnost. Feminizem je po mojem videnju slab oziroma smrtonosen za družbo zato, ker skozi svojo ideologijo, družbeno ideologijo, kar feminizem je, potihem kastrira moške. Simbolno kastrirani moški ne morejo dostojno očetovati svojim otrokom, ne deklicam, hčerkam, ne fantom, sinovom. Simbolno kastrirani moški svoje otroke zaznamujejo na prav poseben način, zelo ponesrečen način. Ljudje, ki to ne vedo, ki tega ne vedo, ki ne vedo za razsežnosti, smrtonosnosti feminizma, mislijo, da je to vse, če sta spola enaka, če ženska več zasluži kot moški. Ne vedo pa, da je denar simbol moškega spolnega organa, poleg tega, da je simbol dreka, prvega darila, ki ga mali sralec podari mamici, v zameno dobi ljubezen. Denar je tudi simbol moškega spolnega organa. Pravi moški, dobro si zapomnite, ima željo, imperativ, hotenje, da zajakulira enih 1000–2000 evrov vsak mesec ženski kar tako neposredno v zapravljanje. Ženska, če je normalna in anatomija genitalij diktira ženski normalnost, je zapravljajoča, izredno afiniteto ima do zapravljanja tega denarja, ampak ne toliko tistega, ki ga sama zasluži, ampak tistega, ki ga mož da. In mož, partner, da ženski z užitkom denar, ker njegove genitalije diktirajo to dajajočost. To je nekaj, kar je Freud
ne da je prezrl, ampak Freud ni bil pozoren na tak način, na vse tiste epohalne stvari, ki jih je dal humanistiki, družboslovju ali pa psihologiji, psihoanalizi. Te faze, oralna, analna, falična, ni dodelal tako, kot so danes dodelane, in Freud ni govoril o tem, da je moški dajajoč, ženska pa sprejemajoča. Govoril pa je o diktatu genitalij, čez da je moški aktiven, ženska pasivna, da je moški sadističen, aktiven, ženska pa pasivna, podrejena. Vse to v povezavi z anatomijo genitalij. Sam glavni atribut ženske seksualnosti oziroma ženske psihe je sprejemajočost, vaginalnost, zato ker njene genitalije, to kar vakuum se naredi, ti ga not potegne, mislim na denar, varnost, zaščito, denar, in seveda organ, ki njej na telesu manjka, ki naj bi bil epicenter ženske želje. Ženska, strogo teoretsko gledano, si sploh ne želi moškega, kar tako, ampak organ, ki njej na telesu manjka. Po Freudu to. Po Freudu. Tam na odru, ko se mi malo hecamo, je pol dikcija moje soigralke, Lize Kurz potrebuješ, zaradi enega organa, klobase, mora ženska celega prasca vzeti. In pa s tem prascem pa nastanejo težave. To je ta neka modrost. Teh slovenskih modrosti je malo morje, Ena od modrosti, jo tudi povem tam na odru, da moški, če ne dela, ni za nadaljevanje izreka naj ne je, ampak moški, če ne dela, naj si ga drka. Jožk tudi videti ne smeš, če nimaš denarja. Sistem mora moškemu zagotoviti, da zasluži za to, da to svoj imperativ dajanja uresniči, da lahko daje. Daje pa rad ženski, kot naslednici matere. Tiste božanske lepote, ki jo otročiček, deček, dojenček vidi in jo rad vidi. In pol, če grem na slovenski pregovor, ravno ura, kako že, rana ura, zlata ura, ali pa rana ura slovenskih fantov grob, grda baba slovenskih fantov grob. To bi bil ta ortodoksen psihoanalitični izrek. Moški smo obsedeni z nekimi lepimi ženskami, ki jo dobimo v paketu normalne ženske, pride še lepota. Ta lepota je nek imperativ, na katerega padamo moški, vidiš lepo babo, gotov si. Lepo žensko. In zdaj, lepa ženska je pa predvsem mlada, zato ker smo bili kot otroci deležni tistih mamic, ki so bile mlade, ta ni zdaj dojila stara mama, ampak mamica. In te mora mamica dojiti. Tist lep, mlad obraz, dobra dojka, lačen si, gledaš tisto lepo glavo in potem se moškim celo življenje potikajo po glavi lepe babe. Ampak ne klonemo pa za kos posanega mesa, tam ženskega mednožnega, ali pa za tisto lepo prikazen, ki se ji reče ženska z velikim željem, ne kloneš, če imaš že doma eno, si jo sicer naveličal, zato ker ni moralno prav. Če imaš močan nadjaz, če si pravi moški, te je oče naučil kozjih molitvic. Se pravi, v edipalni fazi si razrešil Oedipo kompleks in potem ponotraniš tabu in cesta in med lušen pa prav zmaga prav, ne pa lušen. Držati neke dobre joške, nove joške in slišate vzdihljaj neke pohotnice, to je bazen za moško dušo. Ampak
tega heroina si ni dobro dati v žilo, če imaš tam neko izvoljenko ali pa ženo, ki je rodila 2 otroka, ne. Ker pa se vse zalomi. Pravi moški, ok, se je veseli december, se vse to klecneš tam, ne. Pa se ti zgodi, kar se ti pač zgodi, ker te nastavljavke so brezsrčne, tam pa nima nič moralne razsodnosti, ker njihov edipokompleks je pač take vrste, da ko mamica tako na glas ali pa potihem reče hčerki, oče je moj, ti boš pa svojega moža dobila, koš velika, ne. In se zgodi tabu incesta, ne. Deklica si pol ne želi več očeta, ampak moškega. Kot nosilca organa, ki njej na telesu manjka. Ampak pri moškemu se pa v edipalni fazi, ko si želi mamice, zgodi ne smeš. Kastracijska bojazen, ne, se pravi, če si boš ti želel nekaj, kar si ne smeš želeti, sledi kastracija, ne, tista groza, zadnje, kar se ti sme zgoditi, in to grozo, se pravi, ne smem si želeti mamice, otrok, deček ponotranji v nezavedne strukture nadjaza in potem čuti moralno razsodnost. O tem sem govoril na enem od teh predavanj, konferenčnih Zoom konferenci, prvi, ki sem jih imel v teh COVID časih, in razločil sem med ženskim pa moškim moralnim razsojanjem. Češ moški lahko doseže najvišjo stopnjo moralne razsodnosti, pravi moški to doseže, postkonvencionalno moralno razsodnost, normalna ženska, ne, prava ženska, te stopnje ne doseže. Se pa močno sama sebi smili in zato se v tem smiljenju, samosmiljenju v njenih nezavednih strukturah vzpostavi neka dispozicija, da kadar bo v odraslosti moralno razsojala, in bo to sočutje smetilo po samem tem moralnem razsojanju. In bo njeno moralno razsojanje zelo, bi rekel, suvereno, tako na prvi pogled, ampak moralno razsojala bo zaradi sočutja. Ne gre za to, ali je prav ali ni prav, da tam nek kriz, dvoletnik, ki ima neko bolezen, za katero bi bilo treba iti na operacijo, pa 2 milijona odšteti tistim Američanom. Ne gre za to, ali kriz to rabi ali ne rabi, ali je to moralno prav, da ljudje to zberemo, da gre na operacijo. Gre za to, da se ženskam ta kriz tako zelo smili, da bodo naredile vse, da bodo zbrale 2 milijona. In so zbrale, torej na njihovo pobudo, sej moški kot lastniki denarja so to dajali, ne, predvsem moški, ampak